Azerbajdžan je pravkar prepovedal dve iranski medijski hiši, Sahar TV in tiskovno agencijo Mehr, ter je obtožil širjenja propagande proti suverenosti in ozemeljski celovitosti države. In kar je morda najpomembneje, proti njeni nacionalni varnosti. Azerbajdžanski novinarji so zdaj dobili navodilo, naj takoj prenehajo sodelovati z obema organizacijama. Ta poteza je neposredno povračilo, ker je iransko ministrstvo za obveščevalne zadeve azerbajdžansko državno televizijo ASTV označilo za sovražni medij. Zdaj se nam pridružuje Sultan Zakidov. Je vodilni svetovalec v Centru za analizo mednarodnih odnosov v Bakuju. Hvala, ker ste se nam pridružili. Kako slabo je, popravite? Kako slabo bi rekli, da so se stvari zaostrile med tema dvema državama? Na splošno gledano, če pogledate zgodovino odnosov med Azerbajdžanom in Iranom, še posebej po drugi karabaški vojni, zadnjih 5-6 let, zgodovina je bila precej, recimo, razgibana z vzponi in padci. Še posebej smo videli, da v Iranu obstajajo določeni protiazerbajdžanski krogi, še posebej tisti, ki so povezani z varnostnimi institucijami, ki jih vodi Sepah, ki so aktivno širili protiazerbajdžansko retoriko in se vmešavali v notranje zadeve Azerbajdžana. In najprej moramo omeniti številne iranske medijske hiše, tiskovne agencije, kot je Tasnim, agencija Mehr, Sahar TV, vztrajno in neprestano širijo protiazerbajdžansko retoriko. In hkrati, kar smo videli, je, da so ti krogi v Iranu, nekateri izmed njih, še posebej tisti, ki so povezani z varnostnim sistemom, z revolucionarno gardo, niso bili sposobni sprejeti geopolitičnih realnosti, ki jih je ustvaril Azerbajdžan po drugi karabaški vojni. In odnosi so se še dodatno zaostrili po terorističnem dejanju, ki je bilo storjeno januarja 2023 proti azerbajdžanskemu veleposlaništvu v Teheranu. A potem, ko je Masud Pezeshkian prišel na oblast, je dvakrat obiskal Azerbajdžan in potem smo opazili določene znake normalizacije. A spet je nenavadno, marca 2026, ko je iranski dron zadel letališče v Nahčivanu. Torej, kljub temu, tudi v tistem času Azerbajdžan je poskušal popraviti odnose, potekali so pogovori na ravni predsednikov in zunanjih ministrov. Kljub temu ne moremo govoriti o popolni normalizaciji, ker tudi danes nekateri posamezniki v Iranu aktivno širijo protiazerbajdžansko retoriko. In na koncu smo pred nekaj dnevi videli, ko je iranski minister za obveščevalne zadeve odločil, da azerbajdžansko državno televizijo uvrsti na seznam tako imenovanih sovražnih medijskih hiš. V resnici pa azerbajdžanska državna televizija nikoli ni bila dejavno vključena v to, recimo, protiiransko propagando. Obstaja več oddaj, ki jih predvaja ta televizija, kjer se zbirajo strokovnjaki z različnimi ozadji, recimo izražajo svoja mnenja. Vendar to nima nobene zveze z namernem vmešavanju v notranje zadeve drugih držav. Zdaj se Azerbajdžan, kot veste, predstavlja kot država usklajena z Zahodom, hkrati pa ohranja zapletene odnose tako z Rusijo kot z Iranom. Ali prepoved iranskih medijev pomeni dokončno izbiro strani? In kakšna so tveganja za Baku, če se Teheran odloči odzvati še na kakšen drug način, ne le z označevanjem medijev in tistim enim napadom, ki smo ga videli? No, rekel bi, da bi bilo nekoliko pretirano, če bi Azerbajdžan označili kot povsem prozahodno usmerjeno državo. Ker Azerbajdžan že dolgo poskuša voditi večvektorsko politiko, ki je usmerjena v ohranjanje dobrih odnosov z vsemi državami, z vsemi poli, brez recimo, da bi bil na strani enega pola. In Azerbajdžan se nahaja v precej zapletenem geopolitičnem območju, kjer je na eni strani Rusija, Iran, nato pa še nekatere druge konkurenčne države. Zato uravnotežena večvektorska politika bi bila najbolj pragmatična. Glede Irana moram še enkrat povedati, da v Iranu vidimo. Kar vidimo je, da obstaja določena razdrobljenost v tamkajšnjem establishmentu. In ni enotnega mnenja in pristopa glede zunanje in varnostne politike države.
Po eni strani vidimo nekaj pozitivnih znakov strani oseb, kot so Masud Pezeshkian, Abbas Arakči in drugi. Po drugi strani pa vidimo nadaljevanje protiazerbajdžanske retorike strani varnostnih institucij, ki jih vodijo Sepah, minister za obveščevalne zadeve in podobni. Tako, vidimo to jasno razdeljenost znotraj iranskega establishmenta in zato, kar se je zgodilo pred kratkim, vključitev azerbajdžanske državne televizije na ta seznam. To ne pomeni, da bi bili odnosi zelo slabi, vendar tudi ne pomeni, da je vse v redu in da je popolna normalizacija. Upamo, da bo te ovire premagane in da bodo odnosi čim prej normalizirani. Prav, rada bi se vam zelo zahvalila, da ste se nam pridružili, Sultan. Veselje mi je bilo, hvala, da ste me povabili.